Morda niste vedeli, da na kmetiji ali polju ne gojijo samo rastlin, saj včasih skrbijo tudi za nenavadne stvari in bitja. Da, to je kačja farma, to pa je krokodilja farma in to je le nekaj izmed nenavadnih farm, ki jih boste videli v tem videu. Tukaj vam bomo pokazali različne farme. Preden pa začnemo, prosim všečkajte in se naročite na kanal. To nam kot ustvarjalcem vsebin veliko pomeni. Hvala lepa in začnimo. Številka 12 japonske kmetije Wasabija. Sredi mrzle in tihe doline japonskih Alp je nenavadna kmetija, kjer gojijo nekaj, kar je skoraj nemogoče pridelati. Pravi wasabi, ne tista običajna pekoča zelena pasta, ki jo pogosto vidimo v suši restauracijah. Večinoma je to namreč le hren pomešan z jedilnim barvilom. Tukaj govorimo o pravi rastlini Wasabia japonica. To je občutljiva, muhasta in zelo zahtevna korenina, ki jo je težko gojiti. Po ceni, ki presega $300 na kilogram. Ena najbolj znanih wasabi kmetij na Japonskem je Dajo Wasabi Farm v prefekturi Nagano, ki deluje že od leta 1915. Namesto riževih polj ali zemlje boste ponasad videli v rekah s čisto in hladno tekočo vodo, prekrit s črnimi mrežami za zaščito pred soncem. Zakaj? Ker če je le malo pretoplo, rastlina takoj odmre. Če se voda nekoliko segreje ali če primanjkuje kisika, ne bo preživela. Tudi če je v vodi preveč ali premalo hranil, rastlina ne bo rasla. Tukaj je kmetija nekaj posebnega. Izdelujejo umetne kanale in terasaste vodne poti, da posnemajo naravni tok z gore. Ampak kar je res zahtevno, potrebuješ 3 leta, preden lahko pobereš eno korenino wasabija. In ko ga enkrat pobereš, ga moraš naribati s posebnim ribežem iz kože morskega psa, ki se imenuje oroši. Treba ga je pojesti takoj, ker po 15 minutah izgubi svoj okus in ostrino. V 30 minutah skoraj nič ne ostane. Pravzaprav je več kot 95% wasabija na svetu ponarejenih. Zato na Japonskem pravo gojenje wasabija ni samo posel, to je umetnost. Vrhunski suši kuharji v Tokiu in Kyotu so pripravljeni plačati veliko samo za svežo korenino. To ni zgolj omaka za pomakanje. To je predstava, spoštovanje do hrane in tradicija, ki jo redko vidimo. Številka 11. Plavajoča kmetija na Nizozemskem. Kje si nazadnje videl kmetijo? Verjetno na podeželju, kaj ne? Zeleni travniki, široke pašnike in krave, ki srečno pasejo. Toda na Nizozemskem obstaja kmetija, ki dobesedno plava. Dobrodošli na plavajoči kmetiji v Rotterdamu, prvi samozadostni plavajoči mlečni kmetiji na svetu. Ja, prav ste slišali. Obstaja kmetija, ki plava sredi prometnega pristanišča. Polno tovornih ladij in žerjavov. Ta kmetija ima približno 40 krav, robotske molzne stroje, sistem za zbiranje deževnice in lasten način recikliranja živalskih iztrebkov. In ne potrebuje nobene zemlje. Zgrajena je bila leta 2019 kot eksperiment nizozemskega podjetja imenovanega Beladon. Sodelovali so strokovnjaki za trajnostno kmetijstvo. Ta kmetija ima 3 nadstropja. Zgornje nadstropje je za krave, ima prozorno streho za naravno svetlobo. Srednje nadstropje je namenjeno predelavi mleka in hrani za živali. Spodnje nadstropje vsebuje vse tehnične sisteme in sistem za plavnost, da ostane uravnotežena na vodi. Še bolj impresivno pa je, da ni posebna samo lokacija. Tudi sistem hranjenja krav temelji na mestnih odpadkih. Na primer, ostanki zelenjave s tržnice, pivovarske trupine iz pivovarn in trava iz mestnih parkov. Deževnico prav tako zbirajo za čiščenje in pitje. Mleko se tukaj tudi predela, stekleniči in prodaja. Vse to znotraj plavajoče kmetije. In še več, ima širši namen. V času, ko so učinki podnebnih sprememb vse hujši in nekatera obalna mesta tonejo, so lahko plavajoče kmetije, kot je ta rešitev. Ne poplavljajo jih, ne potrebujejo obsežnih zemljišč in zmanjšujejo ogljične emisije zaradi prevoza. Trenutno razmišljajo tudi o plavajočih piščančjih farmah, plavajočih zelenjavnih farmah in plavajočih rastlinjakih. Preprosto povedano, rotterdamske krave so že del kmetijske prihodnosti. So labodi, hranijo jih z ostanki hrane in molze jih robot.
Številka 10. Krokodilje farme na Tajskem. Ne bi si mislil, ampak tik izven Bangkoka na Tajskem obstaja ena najbolj presenetljivih vrst kmetijstva na svetu – krokodilje farme. To ni živalski vrt, niti ni namenjeno ohranjanju. Tukaj skrbijo za tisoče krokodilov zaradi mesa, kože in včasih celo za varovanje. Pogled je na stotine velikih bazenov, v katerih se hkrati potapljajo mini dinozavri. Na teh farmah skrbijo za siamske in slanovodve krokodile skoraj tako kot za piščance na perutninskih farmah. Ta industrija se je začela v 50. letih prejšnjega stoletja, vendar je v 80. letih povpraševanje eksplodiralo. In danes je na Tajskem registriranih več kot 1000 krokodiljih farm. Že samot Prakan Crocodile Farm and Zoo ima več kot 100.000 krokodilov in je največji na svetu. Ampak zakaj pravzaprav? Glavni izdelek, krokodilja koža, je namenjena za luksuzne torbe in pasove. Čevlji in denarnice. Tajsko krokodilje usen je znana po svoji trpežnosti in lepem vzorcu. Krokodile zakoljejo točno pri določeni starosti, da zagotovijo enakomerne trebušne luske, ki so najpomembnejši del kože. A ni to ni vse. Tudi meso krokodila se zdaj prodaja kot eksotična jed v izbranih restavracijah. Obstajajo še drugi izdelki, kot so krokodilje olje in celo kapsule s krokodiljo krvjo, za katere pravijo, da imajo zdravstvene koristi. Vendar za to še ni dovolj dokazov in kar je še bolj presenetljivo, krokodile uporabljajo tudi kot varnostni sistem. V nekaterih provincah na Tajskem imajo ograje polne živih krokodilov, da preprečijo tatove. In celo divji sloni seveda povzročajo polemike. Po mnenju kritikov obstajajo vprašanja glede dobrobiti živali, parjanja v sorodstvu in nezakonite trgovine z divjimi krokodili. Po besedah oblasti naj bi te farme pomagale pri zaščiti divjih vrst. Številka 9. Farme polže v Franciji. Če obiščeš podeželje Francije v Burgundiji, Provansi ali dolini Loare, bi te lahko te nasade zamenjal za vinograde. Ampak če pogledaš od blizu, boš opazil. Na tisoče polžev počasi leze po travi, nad njimi pa so mreže, ki služijo kot senca. To je svet helikikulture, gojenje polžev za prehrano. To ni zgolj muha Francozov. To je legitimna industrija s svojimi smernicami, znanostjo in veliko povpraševanjem. Najbolj ikonična je escargot, znana francoska specialiteta, kjer polže kuhajo v česnovem maslu in zeliščih. Kako to poteka? Vsako pomlad odraslim polžem omogočijo razmnoževanje pri nadzorovani temperaturi. Vsi so hermafroditi, zato lahko vsak izleže do 100 jajčec. Ko se izležejo, jih preselijo na polje za vzrejo polžev na prostem. Zunanji prostor s travo, sistemom za oroščevanje in dovolj sence. Medtem ko rastejo, jih hranijo s hrano za polže, bogato s kalcijem, da se njihove lupine okrepijo. Traja do 12 mesecev, preden jih je mogoče pobrati. Ta postopek je zelo občutljiv. Če je preveč suho, se polži ne bodo premikali. Če je preveč mokro, se lahko utopijo. Če je prevroče, bodo poginili. In tudi ko jih pobereš, jih še vedno pobiraš ročno. Tukaj ni bližnjic. Potrpežljivost, to je tvoj kapital. Po obiranju je treba polže najprej dati v posodo za čiščenje, da izločijo vsebino svojega želodca. Šele nato jih obdelajo. Nekateri so konzervirani, zamrznjeni ali pa jih takoj skuhajo. Najlepše prodajo žive restavracijam visoke kulinarike. In čeprav je to luksuzna jed v drugih državah, je na osnovni ravni v to vloženih na tisoče ur ročnega dela. Polžje farme so tihe. Vsi gibi so počasni. A vendar je tu nekaj posebnega miru. Kot da rastline pravijo, naj ne priganjamo sveta. Številka 8. Pridelava ledenih gor v Newfoundlandu. Na obali Newfoundlanda in Labradorja v Kanadi obstaja vrsta kmetovanja, za katero si skoraj ne bi mislil, da je mogoča. Ker se to ne izvaja na kopnem, temveč sredi oceana. Tukaj pridelek niso rastline, temveč led. Velike bloke starodavnega ledu režejo, jih jemljejo iz morja, talijo in stekleničijo kot eno izmed najbolj čistih pitnih vod na svetu. Da, prav si slišal, na tem mestu je led pridelek. Vsako pomlad in poletje obstaja tako imenovani Iceberg Alley, kjer na tisoče ledenih blokov priplava iz Grenlandije in plava v mrzlem Atlantskem oceanu.
Veliko teh ledenih gor je starih več kot 10 000 let, drobci spominov na prejšnjo ledeno dobo. Z ladjami, vitli, mrežami in včasih celo dinamitom nabiralci ledenih gor previdno zbirajo bloke ledu. Talijo jih v obalnih obratih, nato pa čisto vodo stekleničijo za prodajo. Ta led je skoraj brez kakršnih koli mineralov ali nečistoč. Tako je čist, da strokovnjaki pravijo, da je kot da bi pil zrak. Ker je tako čista, je treba dodati nekaj mineralov, da sploh izpolnjuje osnovne zdravstvene standarde. Vendar ne prodajajo samo vode, nekatera podjetja celo izvažajo led za drage koktejle. Tako kot v 5-zvezdičnih barih v Dubaju, kjer pijačo hladijo z ledom iz ledenika, ki obstaja že tisoče let. Čeprav se zdi daleč od tradicionalnega kmetovanja, ima pridobivanje ledenih gor enak sistem. Poišči obnovljiv vir, ga ustrezno zberi, obdelaš, zapakiraš in prodaš. Edina razlika je, da je polje Atlantski ocean, pridelek pa se stopi hitreje kot oblaki poleti. Številka 7. Farme za lepotna tekmovanja kamel v Savdski Arabiji. V puščavi Savdske Arabije, kjer je vse okoli pesek in vročina, obstaja ena vrsta kmetije, ki je drugačna od vseh drugih. To ni za meso, mleko ali volno. Tukaj je glavni izdelek lepota. Prav ste slišali, dobrodošli v svetu lepotnih farm za kamele. To so kraji, kjer posebej skrbijo za kamele, da bi sodelovali na lepotnih tekmovanjih. Na teh tekmovanjih, kot je King Abdulaziz Camel Festival, je skupni nagradni sklad več kot $60 milijonov, zato konkurenca ni šala. Tukaj za kamele ne skrbijo le na običajen način. Kamele kopajo, masirajo, hranijo s posebno prehrano in hladijo z megličnimi sistemi, da njihova dlaka ostane gladka. In če se sprašujete, kako se meri lepota kamele, tukaj so merila. Oblika glave, dolžina vratu, oblika ustnic, drža hrbta in celo povešenost ušes. Pomembne so tudi uravnotežene poteze in eleganten način hoje. Dodatne točke dobi, če ima dolge trepalnice in nežne oči. Nekatere kamele so namazani z oljem, da se jim dlaka bolj sveti. Na bolj elitnih kmetijah nekaterim celo ubrizgajo botoks v ustnice in nos, da so videti večji. Ja, tako resna je ta industrija. A poleg tekmovanja je to tudi simbol kulture. V številnih beduinskih družinah so kamele dediščina rodu. Lastniki se ponašajo s svojimi zmagami, tako kot lastniki konj na dirkah v drugih državah. Na kmetiji visijo transparenti, pokali in fotografije prvakov. V svetu, ki je navajen na produktivnost in množično proizvodnjo, so farme lepote kamel kot umetniška galerija sredi puščave. Kmetovanje, ki ni namenjeno preživetju, ampak občudovanju. Številka 6. Kačje farme Vietnama. Sredi vročih in vlažnih polj v delti Mekonga v Vietnamu obstaja ena vrsta farme, ki je zelo redka in skoraj neverjetna. Kačje farme. Da, prav si slišal. To so polja, kjer ne gojijo riža ali zelenjave, ampak kače. Nekatere so strupene, nekatere niso, vendar so vse vzrejene za en sam namen. Za pridobivanje strupa, izdelavo zdravil ali včasih celo kot jed. Najbolj znana med njimi je kačja farma Dong Tam, ki jo upravlja vietnamska vojska. Ustanovljena je bila v času vojne, da bi lahko sami proizvajali protistrup. Danes tukaj skrbijo za več kot 50 vrst kač, od kobre in gadov do pitonov. Nekatere izmed njih molzejo za strup s pomočjo tanke membrane, ki jo položijo na posodo. Druge prodajajo za tradicionalno medicino ali jih uporabijo za pripravo alkohola s kačo v steklenici. Ko vstopiš van, je kot da bi vstopil v drug svet. So kletke polne plazečih kač. So plitke jame polne migetajočih teles. Tehniki nosijo rokavice in čelade, medtem ko zbirajo strup od strupenih kač. In če misliš, da se tukaj konča, ima nekaj teh farm celo restauracije v notranjosti. Tukaj lahko poskusiš pečeno pitonko, juho iz kobre ali kačje vino. Steklenica vina s celo kačo v notranjosti, običajno darilo v Vietnamu kot simbol moči. Ampak niso vsi navdušeni. Obstajajo skupine okoljevarstvenikov, ki pravijo, da so nekateri ulovi v gozdu nezakoniti in da niso vse objekti varne.
Zato, čeprav ima vlada predpise, jih je težko dosledno izvajati. Kačje farme v Vietnamu so dokaz, da niso vse kmetije odvisne od sonca ali zemlje. Namesto tega se zanašajo na strup, meso in prepričanje, da imajo luske in čekanji zdravilno moč. Številka 5. Noe farme v Južni Afriki. Na suhi zemlji regije Little Karoo v Južni Afriki lahko najdemo eno najbolj nenavadnih kmetij na svetu. Nojeve farme, to ni navadna perutnina. Tukaj ne iščejo samo jajc ali mesa, ampak tudi perje, kožo in celo nojeva jajca predelujejo v izdelke. In poleg tega je to tudi turistična atrakcija. Industrija reje nojev naj bi se začela že v 19. stoletju. Takrat je bilo nojevo perje tako drago, da so ga imenovali belo zlato. Uporabljali so ga kot okras na klobukih bogatašev v Evropi. In pravijo, da je bilo celo dražje od diamantov glede na težo. Danes perje ni več tako v modi, vendar še vedno prinaša dobiček iz mesa, vrhunskega usnja in celo umetnosti iz jajčnih lupin. Koža noja se uporablja za izdelavo torb, pasov, čevljev in notranjosti luksuznih avtomobilov. En sam noj lahko proizvede več kot 1 meter vrhunskega usnja z edinstvenim vzorcem peresnih mešičkov. Na teh kmetijah lahko vidiš stotine orjaških ptic, ki tečejo po poljih. Lahko tečejo skoraj 70 km/h. Potrebne so izkušnje, da jih vodiš. En napačen gib, močan brc lahko povzroči poškodbe. In to še ni vse. Nekatere največje farme, kot je Kango Ostrich Farm, imajo turistične oglede, ki so odprti za javnost. Včasih si se lahko peljal na noju, vendar je to zdaj prepovedano zaradi vprašanj glede dobrobiti živali. Namesto tega zdaj prikazujejo, kako skrbijo za ptice in kako zelo so primitivne. Kot živi dinozaver. Na kmetiji so tudi prodajalne spominki, kjer prodajajo okrašene jajčne lupine. Poslikane so, izrezljane, izdelujejo jih v senčnike ali škatlice za nakit. Eno samo jajce lahko vsebuje več kot 1,5 litra tekočine. Južna Afrika je še vedno največji izvoznik nojev, vendar pa Namibija, Botswana in Združene države Amerike že dohitevajo. Predstavljaj si kmetijo, ki je kot kombinacija tovarne, živalskega vrta in tematskega parka. Vse pa se vrti okoli ene ogromne ptice, ki je videti kot prazgodovinsko bitje. Številka 4. Farme alpak v Peruju. Na več kot 13.000 čevljev nadmorske višine na pobočjih Andov v Peruju, kjer je zrak redek in vreme neizprosno. Tam lahko najdete vrsto kmetije, ki je ne boste zlahka našli drugje po svetu. To so farme alpak. Ampak pozabi na ograje, traktorje in skednje. Tukaj so polja prostrana, vetrovna in kot da nimajo konca. Vsak dan jih prečkajo črede alpak kot stari stražarji gora. Več kot 6000 let so se Andejci zanašali na alpake. Ne samo zaradi volne, temveč tudi za svoje preživetje in kulturo. Danes je več kot 80% vseh alpak na svetu še vedno v Peruju. Volna alpake, znana tudi kot andsko zlato, ni le mehka. Je hipoalergena, bolj fina od kašmirja in naravno obstaja v 22 barvah, od bele do črne. A najdražja je tista, ki ji pravijo, imenuje se kraljevska alpaka. Običajno prihaja od mladih alpak, ki jih imenujejo kria. V gorskih skupnostih se kmetovanje izvaja skupinsko. Delijo si pašnike in vsako leto skupaj strižejo volno. Postopek je ročen, previden, da živali ne poškodujejo in da dragocena volna ne bi bila uničena. Poda to ni samo posel, to je način življenja. Številni še vedno živijo v kamnitih kočah s streho iz trave. Zanašajo se na zdravilna zelišča in na rituale, ki vključujejo molitve, daritve in vero. To je jasen znak spoštovanja do narave. Čeprav so izzivi na svetovnem trgu in pogosto dobijo nizke cene, se boj nadaljuje. Vlada in nekatere nevladne organizacije pomagajo, da jim omogočijo bolj neposreden dostop do kupcev in zagotovijo pošten zaslužek. Pokrajina je resnično osupljiva, pašniki se zdijo neskončni, hladen veter in pastirji, ki so kot del narave. V Peruju vsaka alpaka ni le žival, temveč nosilka zgodovine in življenja starodavne kulture. Številka 3. Vertikalne ribje farme v Singapurju. Predstavljajte si državo, ki je skoraj tako velika kot metro Manila. Ni polj, ni globokih rek, skoraj vsa hrana pa je uvožena.
Kako lahko sami pridelajo hrano? Odgovor Singapurja je preprost. Postavijo vertikalne ribje farme. Da, to ni znanstvena fantastika. Res je, obstajajo stavbe, ki izgledajo kot skladišča, vendar so v notranjosti večnivojski bazeni za ribe, v katerih na vsaki etaži plavajo ribe. Kot so tilapija, som in brančin. Niso v morju, niso v ribniku, so znotraj stavbe. Najbolj napredno tukaj je podjetje Apollo Aquaculture Group. Navzven izgleda kot navadna tovarna. Ko vstopiš, je kot da bi vstopil v akvarij, združen s tehnološkim laboratorijem. Ima umetno inteligenco, senzorje, avtomatske hranilnike in LED luči, ki so kot disko luči za ribe. To je bilo narejeno kot odgovor na problem prehranske varnosti v državi. V okviru pobude 30x30 vlade si prizadevajo, da bi do leta 2030 30% svoje prehrane pridobili iz lokalne proizvodnje. In velik del tega predstavljajo vertikalne ribje farme. S pomočjo avtomatizacije je v vsakem rezervoarju nadzorovana temperatura, pH vrednost, kisik in hrana. Ne zanašajo se več na vreme, ni tajfunov, ni poplav, vedno je čas žetve. To proizvede več kot 500 ton morskih sadežev na leto. Še vedno je to malo v primerjavi s skupnim povpraševanjem, vendar dovolj, da dokaže, da je urbano kmetijstvo mogoče sredi mesta. Izziv je, da so začetni stroški visoki. Potrebni so inženirji, ki se spoznajo na programsko opremo in akvakulturo, vendar se to vidi kot prihodnost kmetijstva. Še posebej v državah, ki jim primanjkuje zemlje, a so bogate s tehnologijo, kot na primer Hongkong, Tokio ali celo New York. V Singapurju ribogojnica ni zunaj, je zgoraj, znotraj in v prihodnosti. To je dokaz, da se v današnjem času lahko celo kmetijstvo dvigne na naslednjo raven. Številka 2. Arktične zelenjavne farme v Svalbardu, Norveška. Na koncu sveta, približno 1300 km od severnega pola, se nahaja dežela ledu in tišine. Svalbard, oddaljen arhipelag pod norveško upravo. Običajno ga povezujejo s polarnih medvedi, ledeniki in znamenitim globalnim semenskim trezorjem. Toda pod zamrznjeno zemljo tega območja se skriva prizor, ki se zdi nemogoč. Zelenjavni vrt sredi ledu. Da, zelenjavni vrt. Na kraju, kjer skoraj 4 mesece ni sončne svetlobe, rastejo solata, ohrovt, bazilika in mikrozelenje. Brez sonca, brez zemlje, a pridelek je. In to ni znanstvena fantastika. To je Polar Permaculture Solutions, najbolj severna kmetija na celem planetu. Z uporabo starih transportnih zabojnikov, LED luči in visokotehnoloških sistemov za nadzor klime gojijo rastline v hladnih kovinskih škatlah. Dobesedno rastlinjak sredi permafrosta. Notranjost je kot laboratorij. Temperatura je ustrezna, zrak je nadzorovan, dovolj je ogljikovega dioksida in vlage, police pa so postavljene navpično, da se prostor kar najbolje izkoristi. Pobudnik tega je ameriški kuhar Benjamin Vidmar, ki se je leta 2015 odločil spremeniti preskrbo s hrano na Svalbardu, kar je včasih ena sama glava solate stala kar $8. In vsa hrana je morala biti pripeljana z letalom z celinske Norveške. Drago, dolgotrajno in nevzdržno. Toda zaradi tega arktičnega kmetovanja imajo zdaj domači pridelek tudi prebivalci Longyearbyena. Restavracije strežejo arktično solato. Študenti prihajajo na obisk, da bi se naučili, da lahko hrana raste tudi ob ledu. In postopoma se zmanjšuje ogljični odtis kraja. Zunaj so led, sneg in polarne noči. Toda v notranjosti kontejnerja je zelena solata, ki sveti pod LED lučmi. Tiho teče hranilna voda in topel para prihaja iz kompostnega rezervoarja. To je kot znanstveni projekt, ki je postal resničnost. In morda je to tudi pogled v prihodnost kmetijstva. Številka 1. Farme modroplavutega tuna v Sredozemlju. In tukaj smo na najbolj nenavadni farmi v celotnem odštevanju in verjetno tudi najdražji. Ob obalah Španije, Italije, Hrvaške in Malte so farme pod morjem. Ne boste videli ograj ali traktorjev, namesto tega so pod valovi ogromne okrogle mreže, ki plavajo. In znotraj njih se trese ena najdražjih in najhitrejših rib na svetu, atlantski modroplavuti tun. Da, to je tuna farma, toda to ni kot ribogojnice, kjer ribe vzgajajo iz jajc. Mladi tune ujamejo žive iz morja in jih prenesejo v ograjene prostore na morju.
Tu jih redijo, izkoriščajo njihovo hitrost in moč telesa, dokler ne dosežejo popolne tržne teže. Temu pravijo reja ujetih tunov. Podrasla modroplavuta tuna se lahko proda za več kot $1 milijon na japonskih suši dražbah. In zaradi tega je postala zlata. May ng tuna farming, pero may kapalit. Ribe se v ujetništvu ne razmnožujejo. Potrebujejo odprto morje, vedno so v gibanju in hitro poginejo, če so pod stresom. Zato namesto prave reje uporabljajo hibridni sistem. Najprej jih ujamejo, nato jih gojijo na ranču, na koncu pa jih poberejo. Vsako pomlad, ko tuna prehaja skozi Gibraltarsko ožino, jih tukaj ujamejo. Prenesejo jih v mreže, velike kot nogometno igrišče in globoke 20 metrov. Nato jih vlečejo nazaj proti sredozemski obali, kjer zanje skrbijo. Na površju je videti kot mirno morje, toda pod vodo je to kot balet morskih pošasti, hitri, močni in neprecenljivi. Nekateri potapljači so kot mravlje sredi koloseja mišic in plavuti. In vizualno je, kot da gledaš naravoslovni dokumentarec, za katerim stoji milijardna industrija. A vendar to ni brez kontroverznosti. Okoljevarstveniki pravijo, da to ni pravo rešitev za prelov, ker tune še vedno lovijo v divjini, kot da samo podaljšujejo čas, preden jih poberejo. Vendar pa industrija pravi, da obstajajo nova orodja za spremljanje, boljša regulacija in sodelovanje z znanstveniki. Na koncu še vedno ni jasno, ali je gojenje tun res trajnostna prihodnost ribolova ali le začasna rešitev za vrsto, ki počasi izginja. A ena stvar je gotova. Na svetu ni druge farme, ki bi bila tako tvegana, nevarna in očarljiva.